Zakaj? Zaradi tega, ker je pravzaprav razpis namenjen velikim športnim projektom, to se pravi projektom nad 5 milijonov evrov, brez davka, brez DDV-ja, ker je zanimivo možnost prijave tudi projektov, ki so se seveda že začeli in morajo biti končani do konca letošnjega leta. Torej, spoštovani, retorično vprašanje, smatrate, da je mogoče imeti, bi rekel, nevedenje o teh projektih, če danes naredimo, oziroma naredimo julija razpis, rečemo, da mora biti projekt oziroma športni objekt zgrajen do konca letošnjega leta, torej recimo v 6 mesecih, in da mora biti to tako velik in tudi nacionalno pomemben športni objekt ali infrastruktura. Tu gre več kot očitno za prireditev tega razpisa v točno določenem projektu in to je projektu športnega parka Stožice. Naj vas spomnim na določila oziroma na zapisano, kar je napisalo Računsko sodišče. Računsko sodišče je do sedaj obsojalo tak pristop, ki omogoča, da se na netransparenten in nezakonit način omogoča poročunavanje in poplačilo prijateljskemu zmagovalcu na tečaje. Kajti tu je zelo jasno, da je lahko samo eden tisti, ki je ali pa, ne vem, gotovo na prste ene roke projektov v državi, ki so lahko seveda predmet takšnega razpisa. Torej, to je elementarni učitek ministru za šolstvo in šport, ki seveda ima utemeljitev tudi v zakonu. Namreč očitamo mu kršitev zakona o javnih naročilih in sicer njegovega 7. člena, ki govori, da naročnik, naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki. Zlasti ne sme omejevati možnosti ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. Poglejte, prijeli ste, tudi v parlamentu smo prijeli in tudi na vladi so prijeli pismo mariborskega župana, ki gradi pomembno športno infrastrukturo za zimsko univerzijado. Tudi tu gre za nacionalno pomembno športno infrastrukturo. Tudi ta je že kar daleč v fazi izvajanja, pa se ne more zaradi tako osko, selektivno naravnanih razpisnih pogojev seveda prijaviti na ta razpis. S tem se še več kot jasno pravzaprav kaže, da je minister Lukšič očitno neka majhna rešitev zagate finančne konstrukcije tega projekta in seveda, da je tu zlorabil svoj položaj, ko je seveda na tak način zasnoval ta javni razpis in na tak način seveda tudi namerava porabiti davkoplačevalski denar. Torej, sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje tega športnega objekta, so sredstva Evropske kohezijske politike. Le-ta je namenjena zmanjševanju nekih regionalnih razlik v razvitosti. In so seveda zelo namenjena tudi sofinanciranju projektov tam, kjer so razlike do povprečja tako Slovenije kot Evropske unije največje. Tu se je pa pravzaprav iz naslova porabe teh sredstev Evropske kohezijske financira projekt v območju in okolju, ki je praktično na evropskem povprečju. Torej, tudi iz tega vidika se nam postavlja vprašanje, ali je to ta pravi vir, to se pravi Evropska kohezijska politika, ali je ta pravi vir za financiranje. Jaz sem večkrat tudi sam poudaril, da Ljubljana potrebuje športni park Stožice. Ne dvoma, o tem ni nobenega dvoma. In ga v poslanski skupini tudi prej še v vladi, kateri tudi minister sem bil, smo podpirali in uvrstili med prednostne razvojne projekte. Vendar je potrebno ta športni park, kot tudi vse ostale, financirati na transparenten, vzdržen
način in po postopkih, ki jih predvideva zakonodaja. Ne pa tako, da ko enkrat zmanjka ob nejasni finančni konstrukciji denarja, priskoči ta, drugi in tretji seveda na pomoč. Mora biti še nekaj argumentov, s katerimi želimo dodatno utemeljiti, da gre za neko namontiran javni razpis za sofinanciranje tega projekta. Eden izjemno ilustrativen dokaz za to je tudi sestava razpisne komisije Ministrstva za šolstvo. Kajti predsednik te razpisne komisije je nekdanji predsednik Mladega foruma in tudi nekdanji podpornik ministra za šolstvo, gospod Aljuš Perentinač, in članica je tudi vodja kabineta ministra Lukšiča te razpisne komisije. Jaz si ne znam predstavljati, da bi jaz kot minister za gospodarstvo v času prejšnje vlade dal razpisno komisijo, ne vem, za nek javni razpis Ministrstva za gospodarstvo, svojega vodja kabineta in svojega nekega strankarskega kompanjona v času volilne kampanje. To točno kaže, da ta komisija ni strokovna, temveč je bolj ali manj, kako bi rekel, poslušna šefu, ki na koncu pove, kaj in kako je treba odločiti v tem razpisu. Še ena težava spremlja ta športni park, to je ta nezaprta, ne samo nezaprta finančna konstrukcija, ampak sploh se ne ve, koliko bo ta projekt na koncu koštal. Kajti gospod Janković je pri tem športnem parku pozabil vključiti nekatere objekte v sam projekt in sedaj dodaja te projekte, kljub temu, da ni denarja niti za osnovni okvir investicij. Če bi gospod Janković vodil v svojem, bi rekel, v svojem mandatu markatorja, tako investicije, kot se to vodi ta investicija, ne vem, kako bi bilo, vendar takrat je verjetno delal bolj ali manj z svojim denarjem, ker je bil tudi pomemben solastnik Mercatorja, sedaj pa dela z državnim denarjem. Torej, ta projekt, kot sem že uvodoma začel, spremljajo številne težave že od samega začetka in ne razumem, kako lahko minister sploh štarta v podporo takemu projektu, tudi zaradi tega, ker bi morala biti pred takšnim javnim razpisom znana vsaj finančna konstrukcija tega projekta kot takšnega, še danes ni znana. Zato menim, da gre za, kot sem že omenil, za 3 ključne elemente, torej gre za prirejanje pogojev javnega razpisa, točno določenemu ponudniku, gre posledično za zlorabo položaja in seveda tudi za ustvarjanje neenakosti pred zakonom. Seveda si predlagatelji obetamo, da bo v okviru razprave v parlamentu marsikdo le upošteval ta dejstva in da bo seveda tak poskus, ki je bil v tem primeru javnega razpisa, res edini in še ta nedokončan. Kajti, če ta razpis uspe, bo lahko pomenil nek precedenčni primer za tudi podobne javne razpise v drugih resorjih in potem bomo res lahko bili deležni razdeljevanja javnega denarja prijateljskim firmam in prijateljskim projektom aktualne oblasti. Jaz mislim, da moramo tudi zaradi tega v opoziciji reagirati, obelodaniti ta način in ga posledično tudi z zahtevo po razrešitvi ministra sankcionirati.